A mi bo kdo pomahal? Živjo! Čau, Pen! Oho, sem se kar uštudila. Один точно. Два тоже точно. Ne moti, jaz si ne vajem biti bolj. Ja. Mene je komar piče. A sam rekel, da imate repelente klope pa komare s sabo? Imam vse. No, zaščit se, takoj. Jaz nimam ga sabo. Ne vem. Nimam ga sabo. Sem rekel, da ga date na srce. Sem rekel na začetku, Jaz da ga sem se date. že na špricu, že No, prej. se ni pomembno. Glavno, najprej, kolegi, dober večer, dober dan, dobro jutro, tukaj smo, kdo govori, Oliver. a lahko jaz prosim nekaj povem? Zato, ker če vsi govorimo, se pol nič ne, se ne razumemo. Dajte si zamisliti vsi en stavek v glavi. Dobar dan, kaj se zdaj naročil? Kaj se zdaj ravno kar naročil? Zamisli si en stavek v glavi, pa ga ne na glas povedati. Vsi. Imate? Ja. Ko bom rekel 3-4 zdaj, ga vsi naenkrat poveste na glas, ful. Ste razumeli? 3-4 zdaj. In? Kaj smo ugotovili? A smo se razumeli kaj med sabo? Ja. Ja, mogoče si soseda slišal, ostalih tamle na koncu pa nisi, a ne? Zato vas tudi jaz ne moram razumeti, če vi vsi govorite vmes, a ne? Pa me nekaj nekdo sprašuje, ne moram, ne gre. Če ste razumeli. Ok? Ja. Zato, ko en govori, smo ostali tiho. Če boste vi imeli vprašanje, boste dvignili roko in boste dobili besedo. Jaz tudi vam ne skačem v besedo med tem, ko vi meni kaj govorite. Ali vam skačem v besedo? Kaj pa vi meni skačete v besedo? To ni lepo, ne? Tako da vas prosim, da se tega držimo. Sploh, ko je zbor. Takrat vam želim nekaj povedati, vas prešteti in vse tako naprej. A velja? Tukaj vidimo dva ogromna bivaka, to so za 3 odrasle osebe, in pa 2 majhna za 1 odraslo osebo. Vi boste delali ta manjša. Lahko boste pobrali material vsaka skupina iz svojega bivaka. A želite, da žrebamo ali boste si najprej zbrali? Žrebali. Prav? Goreno? Žrebate, kje bo lokacija in kateri bivak boste podrli in znova sestavili. Sprav, oba bivaka imate že vse na kupu praktično, tako da ne rabite vse naokrog iskati stvari, zato ker je res vroče. Če ne bi vam dal mogoče znova, torej z nule jih zapostaviti, ampak je nesmisel, ker je res vroče. Pa še tako bo pol na koncu vodje se moral uležati v bivak, s hrbtom navzgor obrnjeno, torej na trebuh, in polijemo na vsak bivak liter pa pol vode.
Od koga? Od obeh bivakov. Na oba bivaka bomo polili liter pa pol vode, da testiramo, kater bivak je bolj vodotesen. Razumljivo? Prav. Prosim, da se torej obe ekipe potrudite. Najprej vam pa pokažem seveda, kako vse to izgleda in kako se to postavi. Gremo malo nižje, prosim. Teh bivakov se ve, ki se ne dotikate. A velja? Ničesar se ne dotikate. Če ne vidiš in se stopiš, oja. Malo si maknite, prosim. Matej, si dobro? Prijetno meni. Najdete eno ravno površino. Se ti zgodi večkrat? Vedno pogledajte, da ni gor nad vami kakšna suha veja, ker bi jo lahko po noči nekaj padla na vas. Čeprav je ta bivak zelo močen, a ne? Bom zdaj pokazal, kako je to močno. Tudi ko je takole brez osnove še vedno lahko gor splezam, pa se ne bo nič podrlo. Ali pa zelo manj. Zdaj, ko bom zmaknil. Prav bivak se vedno postavlja na eni ravni površini, tako da imate dve rogovili, vzamete, ki jo morate segati do pasu, ki dve so zame malo prekratki za vas, da boste to uredili. In morate imeti eno palco, ki je višja od vas, tudi ko stegnete roko. Ja? Ja? Tako. Palco vedno najtežji del uprite v drevo, v skalo ali pa skopnite jamico, da bo ta palca sedla not, da se vam ne bi kam odpeljala medtem, ko ste v bivaku. Da se ne bi vsa teža bivaka sesula na vas. Okay. Torej postavite ga pa tako, da v prvo rogovilo postavite konec palice. Tako. Malo po strani in z drugo rogovilo zajamete in palico in rogovilo hkrati. In dobimo, kaj? A bivak. Skelet A bivak se imenuje. Ker je v obliki črke A. Drži? In zdaj, če grem jaz takole gor. Mene zdrži, a vidite. Ja. Ok? Imam pa 81 kg približno. Kaj pa 150? Nimam, 150. Moj tata ima 120. In bi zdržalo, verjetno, ne? Bi. Koliko? 33 jih imaš. 51. Ok, gremo naprej. Potem, ko to storite, polagate, sprav najprej, ko ste umaknili streho dol z tega bivaka, katera skupina bo tukaj, idemo žrebati. Bomo mi! Glejte, v roki imam lešnik, ga zadaj skrijem, kje sta vode skupin, vidim sem, pa ti. Gane, ne damo prednost, puca ima prednost. Tako. Zbiraš, kjer bivak imaš. Kjer ga boste uporabljali, tega ali umna? Tako se odloči. In dol bi ga, torej ostane v drugi skupini ta, prva skupina predelati, oziroma postaviti onega, in dam ven. Samo počakajte, da vam dam Zapomnite se druga skupina, ne smem pomagati. Čim več nalagati na koncu. Čim več mrtvega materijala. Zdaj vam bo itak razložil, kako delati.
Vi si zapomnite, kaj je mrtev material. Ok, ti tako veš, Petja, ti še od lani veš. Kaj je bilo videti, da je to bilo nekaj? Res. Prav videti je bilo nekaj. Da ne. Pa zakaj pa nisi izbrala bivaka? Ne, vse je dobila. Ja, vse je res, ker imaš to oba ful materijala. No, tle spodje je sigurno še dosti palc. Martin, je še kaj palc spodje? Kaj čutiš z nogami? Evo, lej, koliko jih je še, zdaj kaj odprla Ema. Zakaj smo zrebali, zakaj smo se tako dogovorili, zato da bo skladno? Tukaj je. Najdu sem jo. O, Rado, če so tle. Pa ti zdaj podaj. Samo Petja. Vladi Vi ste skupina? Vi ste skupina? Dvojka. Kaj se pa prvi zgodilo? Zrušil se jim je bivak. Pa zakaj ga ne postavite nazaj? Kaj 500 let? Lejte, fante moji. Lejte, vsak izgovor je dober, pa sedeti tam ne vsakmu pašem. Jaz bi tudi na raj sedel, ne? Vem, da je vroče, ampak lejte, kako se ena skupina lahko... Lejte, poslušaj, navodila so bila jasna, ne? In zdaj ste avtomatsko zgubili, tako da žal, ker jih ne boste ujeli niti pod razno, ker niste imeli niti še strehe začete, a ne? Vse ste razmetali in nič nazaj zložili, koliko je prav. Sorry, zgubili ste. Živja! Pozdravite starše, živja. Ja, če je že mani. Bravo! Dober dan! Bravo, odlično. En aplavz, prosim. Dobro. Ok, a smo? Mi gremo na survival, si znani, da bomo se znati naravi, če bi se zgubili. Mi gremo na survival, kjer bomo spoznali, kako si bomo v bivaku postati Gremo na survival, kjer ladijstvo uči, kako se strelja in otroci bomo zdaj. Še enkrat tudi zadnjo, pa nekaj, prav? Pošlo? Moj gosh, koliko je tlo prostora. Ajde, čim bolj suhi. Alo, nekdo majhen lahko greš je tule. Matejček. Matej je mičken tudi. Jaz sem in tam mečken.
Ne, Anton, ti si že velik. Kaj pa jaz nisem? Čau, Nad. David! David! Boga lipa. Kaj ste videli, kako mogočna je? Poglejte proti gor, kako je velika. Je lipa. Koliko vas je zdaj notri? Štirje. Jan, greste! Lipa. Podiramo rekord. Jan gor splezu. Koliko je rekord? Počakajte mi. Koliko je rekord? 13. Prejšnji teden. Ful časa je bilo 11 in potem so prejšnji teden uspeli podreti rekord. Koliko pa zdaj nas? Ne vem, se boste prošteli. To so uničeno. Ma to je ena strela udarila v to drevo in ker je bila ta lipa že tako velika, ne, je ni požgalo komplet, torej ni požgalo korenine in vidiš, raste še naprej. Malo prej sem si spomnil, da sem klaustrofobik. Pa si pa ful pogumen, da si šel Si sem noter. jaz tudi. Ojoj. Ampak jaz grem noter. Jaz sem se malo prej, medtem ko sem bil noč, sem se spomnil. Da ga je strah zaprtih prostorov. Se jaz sem tudi. Evo, ma pa ti boš šla not? Ja. Naša Petja, neustrašna. Jaz grem vedno noter. Čau, David. Kaj ste vsi v vrsti, ja, za ito drevo? Vsi gremo. Wow, le koliko vas že stoji notri? 8, 9. Vsi bomo prišli noter. Bomo naredili rekord, ki ga noben več ne bo mogel podreti. Če gremo vsi noter? Jaz ne. Koliko je zdaj? 11. Vita, Tine. Wow. Ja. 12. 12, wow, kaj gre še kdo not? Ja, vsi. Vsi. Pa čim več. Danes boš mogla ti prešteti. Ja. Malo da. Dva morata še iti. Wow, zdaj smo že kot rekord. Več kot 14 gre lahno. Da vidimo, dajmo. Čim več, da ne bo noben mogel vašega rekorda podreti. Wow. Ne, zdaj tamo. Zdaj bo da 15. 14. 14. Bravo, ste že podrli rekord. Zato, ker 13 je bilo največ. Vse lipi. Ja. 15. 16. Wow, 17 otrok. 17. Ajde zdaj vsi pomahati. Vsi pomahati. Kako smo lepo skriti, lejte koliko nas je. In še bi kdo stal. Pet jih še iskat. Kaj gre še kdo za rekord? Ne, gre še kdo v lipo. 17 otrok. Bravo, bravo. Ja. Ma verjamem. Okay.